Evropska zveza gluhih EUD je bila ustanovljena leta 1985 na pobudo 8 nacionalnih zvez gluhih: Nemčije, Francije, Španije, Italije, Združenega kraljestva, Nizozemske, Belgije in Grčije. Ustanovitelji so si prizadevali, da bi več kot 750 tisoč gluhih Evropejcev dobilo pravico do uporabe svojega prvega znakovnega jezika v vseh družbenih sferah. 30 let kasneje, ob obletnici delovanja EUD-ja v Bruslju, predstavniki nacionalnih zvez gluhih ugotavljajo, da gluhi še vedno niso polnopravni državljani svojih držav. Njihova prva identiteta je gluhota, šele nato so državljani svojih držav in nazadnje Evropejci. Zato je nadaljnje delovanje te nadnacionalne zveze, ki združuje vseh 28 članic Evropske unije, Islandijo, Norveško in Švico, še toliko pomembnejše. Coming from the lack of practical examples in terms of dealing with that. And we always try to implement our contribution to that culture and recognition of the language. But my concern is that regarding that pupils' education. You're going to get everyone.
Slovenija je v Evropsko zvezo gluhih včlanjena od leta 2004. Aktualni predsednik, Finec Markku Jokinen, je kot glavni cilj nadaljnjega delovanja EUD-ja opredelil enakopravnost vseh gluhih Evropejcev na vseh ravneh življenja in dela ter uveljavitev znakovnih jezikov kot uradnih jezikov Evropskega parlamenta. Tega si želijo tudi skupnosti gluhih po vsej Evropi.